In kaj on pričakuje v letu 2024, se ne zdi to, da bi nekaj napovedovali, no, ampak vseeno se mi zdi fajn videti vpogled enega tazga finančnika, je tudi medijski komentator, tako da v bistvu ve, kaj govori, zato ker ve, da tisto, kar bo povedal, da bomo prej slej se vrnili nazaj, zato mora te stvari malo bolj preveriti, preden javno izgovori. In prav, da po mirnem obdobju, ki je prevladovalo od junija, prihaja večja in bolj akutna druga faza bančne krize. Ta nova faza bo osredotočena na približno 20 bank s premoženjem od 200 do 900 milijard ameriških dolarjev, tako imenovane srednje velike regionalne banke, ki niso prevelike, da bi propadle. Tudi o tem smo že govorili, ne? Bančni sektor se je tudi recimo leta 1930, ko je bila svetovna finančna kriza, pa velika depresija, močno zmanjšal. Takrat mislim, da je se zaprl, če se ne motim, 9000 ameriških bank, nekaj takega, no. In tudi za to finančno krizo, ki prihaja zdaj, se bo bančni sektor močno skrčil na par teh velikih bank. Tovrstne krize se lahko hranijo same od sebe in povzročujejo izgube, ki presegajo posamezne banke. Posledica bi lahko bila nova svetovna finančna kriza. To je, kar se tiče bančnega sektorja, kar se tiče pa celotnega finančnega sektorja, pa prav, da bo leto 2024 za delnice težko. Samo zaradi recesije bi lahko trg upadel za vsaj 30%, če bi se ukrajinska ali izraelska vojna zaostrila, ali če bi se pojavila svetovna finančna kriza, pa celo za 50%. Se pravi, to je v bistvu malo v skladu s tistem, da delniški trgi so pregreti in da je pravzaprav mogoče res biti bolj moder ta moment z eno nogo ali pa kar z obema ven iz delniškega trga, kot pa loviti te dobičke, ki jih bo konec koncev inflacija pojedla, ne. In prav, da glavni sektorji, ki bodo boljši tudi na padajočih trgih, so energija, obramba, kmetijstvo in rudarstvo.